Lepo pozdravljeni. Današnje novice začenjamo na Javorovici, kjer se je v počastitev mednarodnega praznika dela in delavske solidarnosti zbralo nekaj tisoč ljudi. S slovesnostjo so se že 66. leto zapored spomnili tudi tragičnih in krvavih dogodkov 16. marca 1944, ko je pod streli nekajkrat številčnejše nemške vojske in domobrancov padlo 113 borcev 4. bataljona Cankarjeve brigade. In konec koncev na 1. maj praznik dela. Torej, predvsem pa gre za druženje prijateljev, znancev tu na, obronkih Javorovice, ker je pred davnimi leti tragedija vzela mnoga življenja. Slovesnosti, s katero so obeležili tudi 67. obletnico zmage nad nacifašizmom, se je poleg Duletove, Gorjanske in prve spominske čete udeležila tudi edina še živeča borka Cankarjeve brigade Malči Jakša Miša. Nekaj 100 pohodnikov pa se je na Javorovico podalo po nekdanjih partizanskih poteh. Ker sem želel priti, da vidim, kje se je zgodilo ta huda reč. In ker je dan lep, ker je dosti ljudi, sva se z ženo od Miklavža popeljala sem. Prav prijetno je obojanje zgodovine in druženja. Ja, prihajam redno, že 20. leto, zadnje leto bolj kot predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Škocjan. V prvi vrsti v spomin 4. bataljonu Cankarjeve brigade na ta hrabra dejanja, ki so jih izvajala partizanske enote tukaj. In mislim, da ne sme iti v pozabo in naj bo poduklo mlade rodove še naprej. Narodno-osvobodilni boj je Slovence spremenil iz podložnega naroda v gospodarje svoje usode, je spomnil tudi slavnostni govornik. Ta upor je bilo najpogumnejše dejanje v vsej zgodovini slovenskega naroda. Tega ne smemo pozabiti. To je trajna prvina, trajna podlaga našega bivanja in zlasti naše državnosti. Predsednik države se je hkrati dotaknil še aktualnih razmer. Kot pravi, potrebujemo poleg uravnoteženih javnih financ tudi pakt za rast, konflikt med javnim in realnim sektorjem pa da ne obstaja in ni razloga, da bi ga ustvarjali. Vsak odgovoren član naše družbe ve, da brez dobrega gospodarstva ne bomo imeli vzdržne in dobre socialne države. Hkrati pa vsak odgovoren član naše družbe ve, da brez dobrega šolstva, brez dobrega zdravstva, brez skrbi za upokojene, brez skrbi za mlade in brez dobre državne uprave tudi dobrega gospodarstva ne bomo imeli. Prav zato je socialne partnerje znova pozval k dialogu in sklenitvi sporazuma. Na slovesnosti ob dnevu upora slovenskega ljudstva pa so se v osrčju Gorjancev spomnili na 70. obletnico prihoda 3. čete Dolenjskega partizanskega bataljona na Gorjance in 70-letnice ustanovitve Gorjanskega bataljona. Prav toliko let je minilo od bombardiranja in požiga tamkajšnjih vasi. Gabarje in Brusnice so bile pa Suhadol tudi, gornji in dolni Suhadol so bile najbolj prizadeta območja, kar se tiče požiga, bombardiranja vasi Gabarje, vasi dolnega Suhadola. V Brusnicah je bila tako in tako postojanka Bele garde. Iz takratne partizanske borbe in trpljenja slovenskega ljudstva so se rodile vrednote. Vrednote so pa prvo in glavno suverenost. Drugo, socialna solidarnost, da smo postali socialna država. In tretje, demokracija. A nobene današnja oblast ne spoštuje, nadaljuje stanovnik, saj jih ljudstvu z napovedanimi varčevalnimi ukrepi odreka. Je potrebno, da se mi odrekamo, ampak odrekati se moramo vsi, tisti, ki imajo več, naj dajo več, tisti, ki imajo manj, naj dajo manj, tisti pa, ki nimajo nič, pa ne bodo dejali nič. To je zame načelo demokracije, ki pa se ga danes ruši, je svoj slavnostni govor na proslavi v Gabarju zaključil prvi borec v državi. Zanimivo, da ljudi skoraj da manj razburejo prihajajoči vladni ukrepi, kot pa ukinitev nekaterih praznikov. 2. maj je v Sloveniji za zdaj še dela prost dan. Napovedi, da bi bil ta že letos lahko delaven, se torej za zdaj niso uresničile. Kaj o morebitni ukinitvi 2. maja kot dela prostega dne, ki je sicer slovenska posebnost,
menijo naključni sogovorniki pa v naslednji anketi. Prav je, da bi to ostalo, se vendarle ljudje se pa morajo in družiti in veseliti se zato, da lahko delajo. Kajti srečen človek je dober človek in dober delavec. Ja, jaz bi rekla, da ne. Mi smo v tistih časih živeli, ki nam to res nekaj pomenilo, tako da jaz sem proti. Ja, če je Božič, lahko je lahko tudi 2. maj, ne? Ne rabijo biti sem te verski prazniki. Ne podpiram, mislim, da bo še naprej praznik. Mogoče imamo res preveč praznikov, ampak mogoče bi tudi katere druge bilo treba mečkeno ukiniti, pa saj delavcem nekaj pustiti. Če jim bojo že vse pobrali, pa naj saj to pustijo. Tega ne podpiram. Čeprav bi prej žrtvoval 2. maj kot 2. januar, vendar se mi zdi, da je to lep praznik in bi lahko ostal. Mogoče pa ne bo, ne? Ne, podpiram pa ne, kar naj bo praznik, kot je bil. Vse je to zgodovina, ne? Ja, moje mnenje je, da Slovenija ima nekje povprečno število praznikov v Evropski uniji in ne vidim razloga, zakaj bi se ta tradicija ukinila. Sem v tej generaciji noter nekje, ko sem to podoživljal, 1. maj, kot otrok, kot pionir, pa tisto, kaj smo prej bili, in hočem to reči, to se ne ukinja. Pa tudi mislim, da s tem gospodarstvo ne bo pridobilo toliko, da bi bil to en tak ukrep, ki bi ne vem kaj prinesel našem gospodarstvu. Sem zato, da se ne ukine, ker kdor je priden, lahko v tistih dnevih vse to nadoknadi in naredili. Pa kaj jaz znam? Zdaj, če oni mislijo, da bi s tem ne znam kaj privarčevali, pa naj bo po njihovo, ampak ja mislim, da bi bilo prav tako, kot je bilo, odkaj sem bil majhen. Ne. Bolj da delajo eno soboto, 2, pa to prinesajo noč, če je že tako. Vlada ne vlada po svoje, oni ne rabijo nobenega praznika, nam ga ne pa prvoščijo. V sklopu celostne prenove gradu Reichenburg so potekale konzervatorsko-restavratorske delavnice. Namenjene so bile vsem, ki so si na ta način želeli pridobiti dodatna znanja z tega področja ali pa se poglobiti v zgodovino gradu. Na delavnicah, ki so potekale en teden, je sodelovalo več kot 50 udeležencev. Med njimi je bilo največ študentov in domačinov, ki so na grad prišli iz različnih razlogov. Prvič iz tega, ker me to zelo interesira, ne? Drugič pa to, ker mislim, da je za nas zelo pomembno, sploh krajane, da vidimo, kaj nas pravzaprav obdaja in da bi znali tudi prihodnje to naše dediščino varovati in da čim več ljudi se seznani s tem, ne? Ja, opazil sem na internetu, da je odprto mesto za delavnice, ki bodo potekale na gradu Reichenburg, in sem se seveda za to odločil, ker me je od nekdaj zanimalo stare gradnje, gradovi, med drugim pa tudi študiram umetnostno zgodovino, kaj je na nek način povezano tudi z mojim študijem. Udeleženci so na tak način pridobili nova znanja. Seveda tukaj ne gre zdaj, da bodo dobili neko kvalifikacijo, ampak so pa spoznavajo to delo, so lahko tudi aktivno delajo, kar se mi zdi, da je pač nekaj izjemnega in bi bilo škoda, da to prenovo, ki je res ogromna, celovita, nekaj izjemnega, da je ne bi na tak način prikazali oziroma omogočili in tak dostop do nje tudi širši zainteresirani publiki. Gre za konzervatorsko-restauratorske delavnice. Organizirane so v 4 sklopih in sicer gre za delavnico o kamnu, les, torej tesanje lesa, ometi ter pa steklo. Prireditelji delavnic sicer želijo, da bi kaj podobnega na gradu pripravili vsako leto. Občinske finance so v dobri kondiciji, čeprav je zadolženost občine konec preteklega leta znašala skoraj 23 milijonov evrov, je prepričan krški župan Miran Stanko. Letošnji proračun obsega kar 44,5 milijona evrov. Letos naj bi odplačali pol 2 milijon evrov dolga, upad denarja pa naj bi se najbolj poznal pri projektih, ki so sofinancirani strani Evropske skupnosti. Del pa je seveda zmanjšanje tudi na tekočih projektih, namreč 1,5 milijona pa moramo vračati iz tekočih sredstev. Če ne bi imeli nobenih kreditov in ne bi vračali nič, bi imeli za 1,5 milijona več potencijala za investiranje, za razne potrebe, ki jih ima lokalna skupnost in bi lahko to pač financirali iz teh sredstev. Sicer pa se tudi v Krškem verjetno ne bodo mogli izogniti posledicam napovedanega državnega rebalansa, ki med drugim predvideva, da se krški obvoznici nameni za 1 milijon evrov manj sredstev.
Jaz moram reči, da nekega uradnega odziva, ne glede na to, da smo dejansko poslali eno peticijo ali pa neko pismo na vsa ministrstva, ki so pristojna, vključno s predsednikom vlade, mi nekega uradnega odgovora nismo dobili. Moram pa reči, da obenem aktivnosti na obvoznici tečejo naprej, kar pa pomeni, da se predvideva to financiranje pač iz neke druge proračunske postavke, ki bo na voljo za dokončanje te obvoznice. Eden od večjih projektov je tudi gradnja nove knjižnice, ki pa je še vedno v fazi pogajanja za pridobitev zemljišča. Če se z lastniki ne bodo uspeli dogovoriti, bodo šli v spremembo projekta, še dodaja župan. Ljubiteljem reke Kolpe so letos pomagale tudi izredno visoke temperature, ki so reko segrele za malo bolj korajžne kopalce. S tem so na nek način odprli tudi letošnjo kopalno sezono. Pred tednom dni, ko so v kamp Podzemelj začeli prihajati prvi kampisti, je imela Kolpa le 14 stopinj Celzija, danes pa že skoraj 19. Mnogi so v njej plavali že včeraj in nam zatrdili, da je za kopanje odlična. Ja, hvala Bogu. No, ko smo prišli, tako najprej ful mrzlo, pa ko še v drugo je bilo pa že bolj toplona. Samo prvo pač, ko se zmočeš, ko še čisto suh. Da je Kolpa topla, toplejša kot morje, nas je prepričeval tudi kopalec iz Črnomlja, ki je predtem z visoke vrbe skočil v reko in priplaval do obale. To je naša reka, to je naše morje, kaj smo več. Belokranjci ne rabimo drugega kot Kolpo, to je dejstvo. Z zgodnjim začetkom letošnje poletne sezone so zadovoljni tudi lastniki kampa Podzemelj. Večina stacionarnih gostov je že prišlo v kampe, prav tako nekaj prihodnjih gostov. Tudi mobilne hiške smo čez praznike imeli polno zasedene. V kampu se imamo super, letos je krasno vreme, čudovito je, odprli smo sezono, Kolpa čista, vse je urejeno, sanitarije so super, krasno, super. Kljub krizi smo se letos potrudili, da smo obnovili kuhinjo in razširili kuhinjo, tako se je razširila naša ponudba hrane. Predvsem sladic in tradicionalne belokranjske hrane, ki jo najbolj iščejo turisti, pravi Pešelj. Razmišljajo tudi o postavitvi dodatnih mobilnih hišk, saj je povpraševanje po njih veliko. Na veselje mnogih pa na kopališču v Podzemlju, ki ga varujejo štorklje, tudi to poletje ne bodo pobirali vstopnine in parkirnine, saj menijo, da bi ta pregnala domače belokranjske goste, ki so še vedno, tako Pešelj, njihove najboljše stranke. V Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu so minuli ponedeljek pripravili slovesen zaključek 8. mednarodnega folklornega festivala, na katerem so poleg 4 domačih folklornih skupin letos nastopile še skupine z Češke, Makedonije, Latvije in Srbije. Gostujoče skupine so vsak dan nastopile v drugem kraju na celovečernih koncertih s skupino gostiteljico. Ovo nam je znači prvi put gdje učestvujemo. Prvič smo prisotni na tem za nas tako velikem festivalu Slofolk. Zelo smo zadovoljni tako z organizacijo kot organizatorji. Do zdaj gre vse po načrtu. Mislim, da tudi njim ni žal, da so nas povabili. Sami organizatori nisu pogrešili što su nas pozvali. Festival je sicer nastal na pobudo folklornega društva Kres iz Novega mesta. Z njegovim razvojem so v društvu zadovoljni. Čeprav mogoče se ni v Sloveniji še tako dobro parijel, kot recimo Lent ali pa kater drug festival, ampak polahko napredujemo, tako da ni problema. Dogodek je namenjen druženju, predvsem pa predstavitvi različnih folklornih plesov, navad in šeg. Eno izmed teh je izmenjava kulturne dediščine z drugimi državami iz Evrope, druga pa je ta, da gremo na potovanje vsako leto v tujo državo, kaj ne? Delujemo s srcem, bom rekel, ker drugače ne gre, ne zahtevamo nič za plačilo, za nobeno stvar, ampak smo izredno veseli, da se lahko družimo, da ohranjamo to naše slovensko skromno izročilo, ampak ki bo šlo iz roda v rod. Največ, kar smo odnesli neke velike zalogaje organizacijske, potem sodelovanje med drugim skupinam, ker to zmer nekaj usklajevati, več skupin naenkrat skupaj v neko časovne urnike je zmer zelo zahtevno. Skupine so se sicer predstavile tudi v Artičah, Šentvidu pri Stični in Šmartnem pri Litiji, dopoldne pa jih je sprejel tudi novomeški župan Alojzij Muhič. Verjamemo, da je bilo prijetno gledati pisano druščino plesalcev in poslušati glasbo različnih kultur, ki vedno združujejo. Morda bi naši politiki povzeli kaj iz teh logov in politiko prilagodili bolj na ljudske strune. Z vami bomo spet danes teden, do takrat pa pazite nase.